še zadnjo srednjo, zdaj bomo pa šli iz splošnega znova k posebnemu. To, kar pa bomo govorili o spolno zaznamovano prehranjevanju, kjer je v bistvu, bomo rekli, zelo dobro služili se tisti napredek, ki so ga uspeli dobiti v predelovalni industriji. Samo za nekaj, da bomo naredili penkico in vse 4 referate v našem dnevu, pa je treba povedati, da prvi so začeli razmišljati o konzerviranju in prenašanju manjših količin hrane so jih sodelavne vojske in to pojavila množične vojske v 18. stoletju naprej. Tako, zadnje predavanje je tam sklopu prehrane v Slovanski ljudski armadi. Hvala lepa. Spoštovanje najprej bi želel upravičiti kolega Blaža Torkarja, ki žal zaradi razmer ujm po noči ni uspel priti, ker komunikacije so prekinjene bile z Ljubljano. Vendar temu bomo danes nakratko se ozrli v tematiko prehrane v nekdanji oboroženi sili, ki je bila prisotna tudi na slovenskih tleh, in sicer v Slovanski ljudski armadi oziroma do 1921. leta, konec 1921. leta, v Slovanski armadi. Tako kot praktično vse oziroma večina množičnejših oboroženih sil se je tudi Slovanska ljudska armada delila na zvrsti, rodove in pa službe. Primerno navedem, recimo, ena od zvrsti ali vej je kopenska vojska, nato vojna mornarica, vojno letalstvo in protizračna obramba, rodovi pehota, okretne enote. Mi bomo pa konkretno se z eno službo danes srečali. Namreč prehrana je bila zagotovo za najkompleksnejšo in najpomembnejšo dejavnost intendantske službe v Jugoslovanski ljudski armadi, saj so se zavedali, da je pomembno vplivala tudi na zdravstveno stanje in pa vojno zmožnost vojakov. Zato je bila zasnovana vsaj skušali so zasnovati na sodobnih načelih znanosti o prehranjevanju. Tudi lahko rečemo, da danes večina moške populacije srednje in starejše generacije ima neko tudi osebno pozitivno ali pa negativno izkušnjo z Jugoslovansko ljudsko armado in med drugim tudi s prehranjevanjem v tem obdobju služenja vojaškega roka ali pa opravljanja službe v Jugoslovanski ljudski armadi. Skratka, prehrana je morala zagotavljati, tako kot danes, energijske potrebe vojakov, vsebovati optimalne količine hranilnih snovi, zlasti esencialnih, torej tisti, ki se ne sintetizirajo v telesu, ampak jih je potrebno vedno vnašati s hrano. Prehrana mora biti tudi raznolika, upoštevati se mora prehranjevalne navade vojakov, dajati mora občutek, kar je za vojake izredno pomembno, sitosti, biti mora okusna, organiziranje prehrane pa mora biti usklajeno z načrtom usposabljanja oziroma z bojnimi nalogami enote, v kateri so ti vojaki. Z psihofizičnega vidika pa je morala prehrana zagotavljati kar največjo učinkovitost vojske, ter uporabljati mikrobiološko neoporečna živila. In prehrana v Jugoslovanski ljudski armadi se je razvijala v skladu z družbeno-ekonomskimi razmerami v državi, ter glede na specifične zahteve v vojski. Intendantska služba je z vojaškimi normativi skušala regulirati vsa vprašanja glede hrane v vojski. Tako glede obrokov, obedov, jedilnikov, energijskih vrednosti živil ter priprave jedi, načina, tako da malce grobo se izrazim, klanja živine in pa seveda tudi peko kruha. No, v jugoslovanskih oboroženih silah lahko rečemo, da strokovna vojaška literatura je prehranjevanje predelovala kot dejavnost, kot sem že prej omenil, vnašanja hranilnih snovi s hrano v organizem. Sicer s ciljem zadovoljevanja potreb po energiji in pa snoveh. Prehranjevanje v Jugoslovanski ljudski armadi je bila ena temeljnih dejavnosti intendantske službe in pa ena temeljnih funkcij zaledne intendantske oskrbe.
Vsebovale načrtovanje prehrane vojaških oseb, tako v miru kot v vojni, zagotavljanje osnovnih živil in vode, pripravo in pa razdeljevanje obrokov, peko kruha ter predelavo sadja in zelenjave na vojaških ekonomijah, kot so se imenovali. To so bila posebna kmetijska območja, ki so potrebovali pripadniki oboroženih sil sami ali pa pomoči civilnih oseb. In zlasti lahko opazimo v drugi polovici 80-ih let, da je Jugoslovanska ljudska armada vedno večjo pozornost namenjala tem ekonomijam in tako imenovani zeleni načrti, ali kot so rekli, zeleni plani so bili aktualni, da bi se enote skušali pripeljati do stopnje samooskrbe, kar je še ena kazalec poskusa Jugoslovanske ljudske armade, da bi bil sistem v nekem znotraj nekega sistema, samostojni sistem. Enostavno posodabljanje vojske in pa nova fizionomija usposabljanja je tudi večala fizično aktivnost njenih pripadnikov, ter povečevalo duševni in pa fizični stres. Pri zagotavljanju zadostnih kakovostnih količine vojaških obrokov je nekdanja vojska predvidevala, da je večina vojakov na služenju vojaškega roka izpostavljena seveda fizičnim naporom, neugodnim terenskim razmeram in zlasti v vojni. Prehrana je morala zagotoviti zadostno zasičenje telesa ter ustvariti energijske rezerve, da bi lahko vojaki lažje preboleli bolezni in pa poškodbe, kateri bi lahko doživeli v nekih izrednih situacijah. Intendanci strokovnjaki Jugoslovanske ljudske armade so ugotavljali, da raznovrstna prehrana seveda spodbuja apetit in pa delovanje prebavnih organov, ter omogoča vnos vseh hranilnih snovi v telo. In posledica uživanja enodične prehrane, ki danes vemo, povzroča pomanjkanje ene ali več hranilnih snovi. Zato jedilnike so smatrali kot neke načrte prehrane za določen časovni okvir. Pri sestavi jedilnika za potrebe Jugoslovanske ljudske armade je še posebej pomembno bilo uskladiti hranilne snovi vrednosti dnevnih jedilnikov s potrebami vojakov. Tukaj predvsem se moralo upoštevati njihove terenske vaje, pohode in v tem obdobju, v času teh aktivnosti, so morali vojaki biti deležni izdatnejših obrokov. Torej, potem, kot sem že prej omenil, hrana je morala biti raznovrstnejša, izvajati pa se je moralo pravilno nadomeščanje in zamenjava posamezne vrst hrane, ter organiziranje prehranjevanja se je moralo uskladiti z urnikom dejavnosti ter vojnimi nalogami enote. JLA je tako kot večina takratnih vojsk skušala zagotoviti 3 obroke dnevno, poredko 4, kar je veljalo predvsem za posebne primere. Tukaj predvsem mislimo na vojaške pilote in pa del mornariških enot. Med posameznimi obroki naj ne bi bilo več kot 6 ur razmakan, kar se je potem časovno obdobju občutno tudi zmanjšala učinkovitost vojakov. Poleg tega so vojaki po 6 urah že doživljali subjektivne občutke lakote, pri večjih fizičnih naporih pa so se pojavljali tudi utrujenost, ki je bila posledica črpanja rezerv ogljikovih hidratov. Zato se pri daljših časovnih zamitih povečala kalorična vrednost prejšnjega obroka z dodajanjem bolj mastne hrane. S tem se je doseglo časovno daljši občutek sitosti, JLA pa je sledila usmeritvam, da se v mirnodobnem času da vojakom 3 kuhane obroke, med terenskimi vajami pa vsaj 2. V vojni bi morali slediti načelo, da se vojakom zagotovi vsaj 2 kuhana obroka ali vsaj tako suho hrano, ki jo je možno hitro pogreti, oziroma da se iz nje pripravi topli napitek. Zajtrk je moral biti kaloričen, ker ga vojaki zauživajo pod največjimi fizičnimi obremenitvami tekom dneva. Kalorično vrednost večerje pa so v toplih dnevih povečali na račun kosila. Hrano so tudi zdravstveno nadzirali, saj so preko nadzora skrbeli, da se s prehrano zagotovijo potrebe vojakov, ter da se preprečijo okužbe in zastrupitve. Zdravstveni organi so zaradi tega sodelovali pri sestavljanju jedilnikov, poleg tega pa so nadzirali njegovo realizacijo. Zdravstveni nadzor in sestava jedilnikov pa nista vedno delovala tako, kot je treba, saj včasih prišlo tudi do zastrupitev s hrano, o čemer vojska ni rada poročala in skrivala tudi te dogodke.
predvsem zaradi nepravilnega hranjenja živil in pa zaradi pretečenega roka uporabe. Obroki so veliko krat bili enolični in pa skromni, zato so imeli velik pomen paketi, ki so jih družine pošiljale vojakom v vojsko. In poleg paketov so si vojaki tudi lahko privoščili priboljšek v hrani in pijači, kadar so imeli seveda prosti shod v mestu. Seveda razvoj prehrane v obdobju po drugi svetovni vojni je strokovna vojaška literatura Jugoslovanske ljudske armade delila nekako na 3 obdobja. Lahko postavimo še 4. obdobje, namreč obdobje do leta 1955, na to obdobje od 1956 pa do leta 1972 in 3. obdobje od 1973 do 1985. To zadnje omenjamo 4. obdobje pa 1985 pa do razpada nekdanje skupne države. Vendar, če pogledamo malce podrobno, če se skušamo skozi določene zapise, spomine in pa članke skozi časopisje, predvsem razno publikacije Jugoslovanske ljudske armade, ozreti na to zadnje obdobje, ugotovimo, da ni neke bistvene razlike s tem 3. obdobjem. Tisto, kar je zanimivo za prvo obdobje, je, da izredno je podvrženo vplivom splošnih razmer v državi. Tako recimo na prehrano v Jugoslovanski ljudski armadi zelo vpliva suša leta 1950, saj se po ukazu glavne intendantske uprave Jugoslovanske armade tedaj očitno zmanjša dobava kruha in pa drugih živil. Izjema so bile le enote, ki so bile aktivirane za tržaško krizo v 50-ih letih, saj so njim pa povečali prisotnost količine mesa in pa sladkorja v dnevnih obrokih. V tem obdobju tudi jim ukinejo brezmesni dan. Sredi 50-ih let so bili sprejeti predpisi o prehrani, ki so opredeljevali več kruha, naprimer za ilustracijo 800 gramov na vojaka, večjo prisotnost suhih prikuh v razmerju svežo zelenjavo, nizek normativ svežega mesa, skromen izbor živil za zajtrk, kar je poslabšalo prehrano v vojski. Treba je povedati, da je glavna indikatura v 50-ih letih Jugoslovanske ljudske armade vse potrebne količine prehrane prijavljala Ministrstvo trgovine in oskrbe. Hrano so pa nabavljali nabavni organi, odseki v oddelku za prehrano glavne indikature Jugoslovanske armade in pa v armadnih indikaturah vojne mornarice, vojnega letalstva in pa baza Knoja. Leta 1951 so ukinili obvezen odkup kmetijskih pridelkov, njihove cene so se začele svobodnejše oblikovati, oskrbovalni organi pa so morali poznati tržišče in poiskati ustrezne dobavitelje, se z njimi pogajati za ugodnejše cene in skleniti pogodbo o dobavi prehrambenih izdelkov. Prvo strokovno delo za pripravo jedi v Jugoslovanski ljudski armadi je bilo izdano že leta 1947 in sicer priročnik za kuharsko službo. Leta 1953 pa so izdali vojaško kuharico ali vojni kuhar z recepturami za pripravo jedi. Nam je danes najbolj znano vsekakor knjiga receptur iz leta 1973 in sicer pozneje je bila tudi, so jih posodobili, oziroma leta 1971 posodobili, pa so jo leta 1983. JLA je za potrebe priprave jedi izdala to knjigo, ki je bila večja tudi ponatisnjena. Ne nazadnje tudi v samostojni Sloveniji je doživela ta knjiga ponatis in pa je, da je ena izmed najbolj prodajanih knjig v Sloveniji v zadnjem času. Vsebinsko pa je razdeljena na poglavje, kjer so predstavljeni recepti za pripravo brezalkoholnih pijač, sledijo poglavja receptov za pripravo juh, čorb, omak, jajčnih jedi, ribjih jedi, mesnih jedi iz žara, mesnih jedi in mesnih proizvodov, samostojnih jedi in zelenjavnih prilog, sestavljenih jedi, solat, kompotov, sladic ter pit. Sledijo na to poglavje pripravljenih industrijskih jedi, sestavljenih glavnih jedi, osnovnih živil, ki se dodajajo jedem, praktični nasveti in strokovni izrazi, ter tablice energijskih vrednosti posameznih živil. Najznamenitejši recept nekdanje vojske
je zagotovo, so bile jedina žlico, med katerimi pa je najbolj pristopal in najbolj znan bil pasulj, iz katerega so kuhali več različnih jedi, kot naprimer vojaški pasulj, pasulj iz podranca, pasuljev pire ter čorbasti pasulj. Jela je bila poznana tudi po pripravi različnih čorb, naprimer krompirjeva čorba, paradižnikova čorba, grahova čorba, zelenjavna čorba, čorba iz kislega zelja, čorba mineštra, čorba iz pasilenega pasulja, krem špinačna čorba, čorba iz cvetače, bobova čorba, ribja čorba in še bi naštevali. Bile so tukaj še druge jedi. Prednjačile pa so jedi značilne za predvsem območje nekdanje Jugoslavije in pa Balkan. Pri pripravi posameznih jedi ni manjkalo tudi praktičnih nasvetov. No, mi pa bomo v članku tudi objavili samo nekatere najbolj znane in vse splošno uveljavljene. Namreč neprijeten von in okus mleka, ki je pismoveno, se odpravi s tem, da se mleko prelije v čisti lonec in doda malo soli. Mleko ne bo vskipelo, če se posodo, kjer se mleko greje, predhodno dobro opere in na to vanjo ulije mleko. Jed se hitro ohladi, če se posodo z jedro položi v večjo posodo napolnjeno s hladno slavno vodo. Meso stare živine se omehča, če se v omako, kjer se meso kuha, doda žlico žganja oziroma rakije in še bi lahko tukaj navajali teh primerov. Meso bo postalo mehko, alkohol in njegov vonj pa bosta izparela. Krompir bo ohranil lepo belo barvo, če se v vodo, v kateri se kuha, doda žlico kisa. Kuhana jajca se laže lupijo, če se jih iz vrele vode spusti v hladno. Juhe se nikoli ne sme kuhati na visoki temperaturi, ker pri tem izgublja na svoje kakovosti. Priložila bova tudi recept za vojaški pasulj, vendar to, kdor bo prav ta prispevek, moral vedeti, da so normativi, ki zagotavljajo okoli 6 decilitrov pripravljene jedi. Skratka, prebrani fižol je treba preliti z ustrezno količino hladne vode in ga pustiti namakati v hladnem prostoru. Na to po 1 do 3 urah se odlije voda, v kateri smo namakali fižol, ga preložimo v ustrezno posodo in dolijemo toliko hladne vode, da ga prekrijemo ter kuhamo do 10 do 15 minut v vreli vodi. Na delu vroče masti popražimo polovico drobno nasekljane čebule in pa korenček, narezane na manjše kocke ali na riban, malo popražimo in dodamo meso, ki ga predhodno ločimo od kosti in narežemo na kocke. Vse skupaj moramo dušiti, dokler ne izpari tekočina in na to odstavimo z ognjem. Od prekuhanega fižola odcedimo vodo, dodamo polovico drobno nasekljane čebule in dušeno meso zastavimo s sestavinami, dolijemo toplo vodo ali kostno juho, da prekrije fižol in kuhamo, dokler se vse sestavine ne zmehčavajo. Med kuhanjem po potrebi dolivamo toplo vodo, preostalo mast segrejemo, dodamo moko in pražimo, da rahlo promeni. Ko moka promeni, izključimo toploto in tako dodamo neto papriko ter drobno nasekljan česen, vse skupaj dobro premešamo. No, in tako naprej se nadaljuje ta recept, dokler na koncu ni še nasvet, da fižola se med pražnjem ne sme mešati, da se zrne ne dromi in ne zažge. Skratka, je recept za vojaški pasulj javen in ni več neka vojaška skrivnost, ko se vojaški pasulj kuha. Pri tem je treba biti tudi pozoren na posamezno izrazoslovje, ki ga uporabljajo, kajti včasih je kar težava malce zastopiti, kaj je to francoska kašika in pa podoben pribor, ki ne bi bilo uporabljen v kuhinjah. Treba je povedati, da v 70-ih letih so tudi intenzivno začeli prehajati v jugoslovanski ljudski armadi na restauracijski sistem razdeljevanja hrane. Skratka, če sklenem, jugoslovanska ljudska armada je prehrani daje velik pomen in skušala mladim vojakom v okviru služnega vojaškega roka zagotoviti normalne pogoje fizičnega in pa psihičnega razvoja, ter hkrati zagotoviti kakovostno in zdravo prehrano. Po koncu vojne je JNA začela, oziroma jugoslovanska armada začela razvijati lasten sistem organizacije prehrane, ki se je sprva srečeval s težkimi družbeno-ekonomskimi razmerami v državi, z obnovo in pa ekonomsko blokado novo nastale države. Sleduje postopa napredek, ki se je kazal v povečanih stroških ogrevanja in pa električne energije, kar je znak povečanja tudi standarda in tudi bolj poceni energije. Dosežena pa je bila tudi zadovoljiva energijska in pa zadovoljiva biološka vrednost obrokov, v kateri so bila zastopana kakovostna živila,
ter zagotovljeni pogoji za uvajanje restauracijskega načina prehranjevanja. Razvoj prehrane je šel tudi v reševanje težav daljšega časovnega razmika med zajtrkom in kosilom, izboljšanje energijskega razmerja med obedi oziroma posameznimi obroki. Izboljšala se je tudi struktura udeležbe posameznih skupin živil, ki se je približala zahtevam živilske znanosti na področju prehranjevanja. Skratka, JLA je za potrebo priprave jedi izdala tudi knjige receptur, kar sem tudi omenil, in pa različne načrte in predpise o prehrani za lažje ter učinkovitejši sistem prehrane v vojski, kar nam kaže, da so se tudi v tej vojski dobro zavedali tistega reka, da prazna vreča nikoli ne bo po konci stala. Hvala lepa.